Tudi letos v 1. novembru, dnevu spomina na mrtve, so borčevske organizacije pripravile komemoracije na grobiščih in pri spomenikih talcev in borcev. Vestni organizatorji so tudi tokrat pripravili svečan govor v spomin in opomin na ustreljene žrtve, ki se je dotaknil mnogih na komemoraciji za spomin na padle borce, pobite talce in ostale žrtve v Begunjah. Potrebno je poudariti namreč zgodovinsko dejstvo, da so domobranci prisegli zvestobo Hitlerju. To so storili 20. aprila 1944 ob blagoslovu škofa Rožmana v Ljubljani na štadionu za Bežigradom. Prisegli so, da bodo vestno izpolnjevali svojo dolžnost v skupnem boju z nemško oboroženo silo, stoječo pod poveljstvom vodje Velike Nemčije, SS četami in policijo proti banditom in komunizmu, kakor tudi njegovim zaveznikom. Kulturni program so izvedli pevski zbor, pevci in recitatorji. Nad njim odmiva glas neba, premagal smrt je mlad trpi. Doživeto zapete pesmi so nas spomnile, da so mnogi dali življenje za domovino. Druga svetovna vojna je močno posegla tudi v naše kraje in življenje domačinov naselila strah in smrt. Večino plošč in spomenikov so postavili v drugi polovici 50. let na krajih partizanskih bojev. Veliko partizanov pa je umrlo tudi kot talcev. Na Gorenjskem je bilo največ talcev. Tako danes praznujemo dan mrtvih, ko se večina vernikov odpravi na pokopališča in življenje pokojnikov počasti s cvetjem in svečami. V teh dneh smo se spomnili tudi vseh tistih, ki so v različnih vojnah dali življenje, da lahko danes svobodno častimo njihov spomin. V teh dneh smo se spomnili vseh, ki so v različnih vojnah dali življenje, da lahko danes svobodno častimo njihov spomin. Spomin na njih bo večno živel. Lešivaj si deklica zvezdo in zraven veselo zapoj, saj črnim fašistom gestapu prisegli krvavi smo boj, saj črnim fašistom gestapu prisegli